ima reka kar hitro postopanje naprej, ker moramo končati v nekih razumnih in pa določenih časovnih okvirih. V naslednjih nekaj urah se bomo družili v tej dvorani, v tej skupini sodelavcev, kolegov, z namenom, da predstavimo nešto bolj natančno kratke ukrepe in pa strokovnjake, ki so pomagali, sodelovali pri razvijanju teh ukrepov in je zato tudi najbolj ustrezno, da sami predstavijo svoje vidike. Rad bi samo uvodoma povedal še nekaj tehničnih navodil in sicer čas danes je tisti, ki malo nareka, kako se ravnamo, zato bojo predstavitve kratke, jedrnate, vsebinsko pa še zmeraj zajele tisto, kar je potrebno, da to vse skupaj razumemo. Predstavili bomo najprej kratki ukrep 1, na to kratki ukrep 3, na to kratki ukrep 2. Enako, da se ne boste počutili zdaj, enako se bo zgodilo tudi v ostalih dveh dvoranah, zgoraj v drugem nadstropju. Mogoče še beseda o tem. Veseli smo, da smo danes uspeli dobiti vse te strokovnjake, da bodo nam sam predstavili te njihov prispevek pri snovanju pristopa, ker s tem še dodatno postavljamo ta naš pristop kot nekaj, kar je zares pomembno. Že sama tema tveganega in štedljivega pitja alkohola samo po sebi daje neko legitimacijo našemu početju. Če bomo pa zraven še take strokovnjake, je pa to še toliko bolje. Lepa, da ne bom se zajedel v tisti čas, ki nam je tako skopo odmerjen, bi prosil kar prvega, sicer izrednega profesorja dr. Marka Kolška, da predstavi kratki ukrep z vidika 1, z vidika družinske medicine. Dobro jutro še moje imenu. Jaz bom na kratko predstavil vlogo zdravnika družinske medicine na tem področju alkoholne problematike. Katere naše področje dela? S kom se mi ukvarjamo? To so v bistvu vsi pacienti, ne glede na spol, starost, problem, ki ga ima, ali kakršne druge karakteristike. To je značilnost družinske medicine, kar pomeni, da imamo dostop do praktično celotne populacije v državi. Projekt so pa je namenjen za odraslo populacijo, čeprav se mi ukvarjamo tudi z mlajšimi, kot pa so v projekt so pa vključeni, ampak nič hudega. Kaj je delamo? Naše področje obsega tak celoten pristop. To je promocija zdravja, preventivne aktivnosti, odkrivanje bolezni, diagnostika, zdravljanje, rehabilitacija. In pristopamo k pacientom na tako imenovani biopsihosocialni model, ki vključuje in upošteva vse vidike življenja posameznika in njegove skupnosti, torej družine ali širše skupnosti, torej telesne, duševne, duhovne, socialne dejavnike. Vse to moramo upoštevati pri svojem delu z ljudmi v ambulanti in izven ambulante. Katere so tiste priložnosti, ki jih ima zdravnik družinske medicine, da pristopi potem v zvezi s to problematiko? V bistvu vsakem obisku v ambulanti ima možnost, da se usmeri tudi to vrstne probleme, če so ali pa to simptomatiko. Kar pomeni pri preventivnih pregledih, pri akutnih boleznih, za katerih ljudje prihajajo po poškodbah, kontrolnih pregledih, pri spremljanju nekih bolezni kroničnih, ki jih človek ima ob predpisu zdravil, ob trdnovem predpisu ali ponovnih predpisih, ki si zdravil, človek že nekaj časa jemlje, razna popravila administrativne narave, ali pa v obisku so, če pride zaradi kakšnega od svojih prijateljev, svojcev ali sodelavcev. Seveda tudi na delu na terenu, v hišnih obiskih je tema pitja alkohola lahko izpostavljena. Mi lahko izvajamo vse te 3 ukrepe, ki jih je prej omenila. Torej, ta kratki ukrep 1, to je tak najbolj obsežen, ki vključuje od odkrivanja
svetovanja in spremljanja ali samo neko informiranje ali usmerjanje druge vrste pomoči, če se izkaže, da je primernejša kot pa moja osebna pomoč kot zdravnika. Torej, nismo omejeni s tem, kaj in kako moramo delati, ampak se prilagodiš posamezni situaciji, prilagodiš posameznemu pacientu, ki pride k tebi. Ob tem seveda svojem delu moramo sodelovati praktično z vsemi deležniki, ki so omenjeni v okviru projekta SOPA. Ta prvi so seveda svojci pacienta, s katerimi moramo sodelovati, če hočemo, da smo uspešni pri svojem delu, sestra medicinska ali zdravstveni tehniki in sestra v okviru mojega tima, je nehote, hočeš, da moraš sodeluješ, hočeš biti uspešen, moraš dobro sodelovati. Potem patronažna služba seveda je tudi del mojega tima, tako in tako. To sodelovanje je ali vsakodnevno ali pa občasno, glede na potrebe, ki se izkažejo posameznem pacientu. Potem Center za krepitev zdravja so tisti, s katerimi sodelujemo in se bo to verjetno še v naslednjih letih krepilo, ker v teh centrov več in bo tudi stvar bolj zalaufala, ker je to dosti nova zadeva. Z vsemi klinični specialisti, kamor pošiljamo paciente ali pa kamor pacienti grejo sami, potem pride z izvidi k nam. Medicina dela je področje, s katerimi se sodelujemo aktivno, tukaj bi mogoče rad še malo bolj okrepili. Center za socialno delo, doskrat se govori o tem, da zdravniki premalo sodelujejo s centri za socialno delo, torej mi jamramo, da socialna služba premalo z nami sodeluje, socialna služba, da pa mi z njimi, tako da bi radi to okrepili, da bi stvar stekla bolj. Malo problemov nam bo delo dodala zadnja direktiva evropska, kar se tiče ravne podatkov, tukaj bomo še iskati načine, kako bomo to presegali, da bo še vedno v skladu, pa da bo kljub samo v korist ljudem. S policijo sodelujemo, potem sodišča, vse nevladne organizacije so dobrodošle za sodelovanje. Mi njim pomagamo pri nekaterih stvareh, pa oni lahko nam pomagajo. Tako da je ta spekter sodelovanja zelo, zelo širok. Kar se tiče pa izobraževanja usposobljenosti zdravnikov družinske medicine, od leta 2000 naprej mi sistematično izobražujemo vse specializante družinske medicine, tudi za področje problematike pitve alkohola. Predtem tako sistematičnega pristopa ni bilo, so bile pa možnosti v okviru teh podiplomskih raznih oblik izobraževanja in usposabljanja. Glede na projekt, ki ga pa zdaj v okviru SOPA peljemo, se je izkazalo, oziroma že prej smo videli, da je mogoče to čas, ki je namenjen problematiki v okviru izobraževanja naših specializantov, mogoče malo preskopov odmerjen, ker je obseg našega dela tako velik, je v bistvu nemogoče v tistem času, ko se usposabljajo za svoje delo v ambulanti, da bi zelo poglobljeno se še posebej posvečali tem raznoraznim pristopom. V okviru SOPA smo pa uspeli doseči to, da je to usposabljeno malo bolj sistematično in poglobljeno. In če bomo tukaj spet dokazati, da se to res splača, da so uspehi pri delu z ljudmi boljši in da se tudi strokovnjaki bolj zadovoljni s tem samim svojim delom, potem bomo verjetno lahko tudi v samo izobraževanje nekaj elemente dodatno vključili, da bomo tudi bolj poglobljeno sposobili naše zdravnike za vsakdanje delo. To je smisel. Prehajamo na naslednje pomembno področje v sklopu pristopa SOPA, to je področje socialnega dela, zato vabim za svojo predstavitev predstavi Štefan Koša, zunanji izvajalec za področje socialnega dela. Lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, moja naloga je v kratkem povedati, kako naj bi v socialnem varstvu pristopali pri problematiki tveganega in škodljivega pitja.
Mogoče samo 2 stavka. Jaz sem Štefan Lepoša, po poklicu sem socialni delavec. Dolga leta sem že v stiku z problematiko alkohola, tam se je tudi moja karijera nekako začela, vendar to v obdobju, ko je bilo veliko več pozornosti posvečeno sindromu odvisnosti od alkohola. Torej, prav nasprotne situacije se sedaj lotevamo na področju projekta SOPA, kjer bi želeli nagovoriti oziroma želeli odkrivati tisto problematiko, da do problema sindroma odvisnosti oziroma do problematika alkoholizma ne pride oziroma da se leta to zmanjša. Ne moramo mimo tega, da v kratkem samo povem, kako je z organizacijo Centra socialno delo v slovenskem prostoru. 62 je centrov za socialno delo v tem trenutku. V zadnjem trenutku pravzaprav govorimo o 62 centrih, kajti od 1. oktobra dalje bo v slovenskem prostoru 16 območnih centrov za socialno delo, ne več 62 in vsak teh 16 se bo potem združevalo v 62 enot. Mogoče je to res tudi ta prav trenutek, prav sovpada, zgleda, da bomo nekaj tudi sreče na tem področju, poleg tega, da probamo vse narediti, da se vsi deležniki združijo pri problematiki tveganega in škodljivega pitja. Ta reorganizacija Centra za socialno delo pa mogoče lahko v tem trenutku pomeni tudi mejnik, ko bo organizacija dela na tem, torej na problematiki alkohola, globalno rečem, mogoče malo večji. No, Centri za socialno delo nekako so razdeljeni na različna področja dela. Jaz bi samo povedal 3 temeljne stvari. Torej, gre za javna pooblastila Centra za socialno delo, kjer govorimo o tem, da se ukvarjajo s problematiko varstva otrok in družine. Na drugi strani z varstvom odraslih in to, kar je najmasovnejše in kar na centrih v zadnjih letih buri duhove in ki je, žal moram to reči, Centra za socialno delo zelo zbirokratiziral, torej na račun stroke je šlo, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, zelo pomembna naloga, vendar zaradi kadrovske podhranjenosti pa je zadeva v škodo stroke na Centri za socialno delo. To, kar je najpomembnejše in kjer pa mi mislimo, da bi se tudi največ dal za projekt SOPA narediti, pa so seveda socialno-varstvene storitve. To je prva socialna pomoč, torej tja, kamor vsak uporabnik na Centru za socialno delo pride prvič, kjer se pogleda, kakšen je njegov, katere so njegove stiske, katere so njegove težave in tam se bomo seveda lahko tudi dotikali tega, da je škodljivo pitja. Osebna pomoč je druga storitev in to takrat, kadar uporabnik želi svoj problem reševati, takrat se pač sklene dogovor in se začne delati. Seveda, vse to je potrebno v sodelovanju z uporabnikom in njegovo dobro voljo in željo, da se ta stiska reši. No, tretja zadeva, to pa je za projekt, recimo bomo rekli, nepomembno, čeprav tudi je, gre za varstvo, za pomoč družini na domu, to se pravi, to področje zajema predvsem varstvo starostnikov. Pomoč družini za dom je pa pravzaprav kompleksno delo s celo družino. Moramo nekaj reči o vstopnih točkah, na kakšen način si predstavljamo, da bomo v projektu SOPA zajeli uporabnike, o katerih govorimo. Če je ocena, da je 70% uporabnikov na Centru za socialno delo takih, kjer bi lahko govorili o tveganem in škodljivem pitju, potem lahko tudi rečemo, da pravzaprav je vstopna točka za uporabnika, ki to težavo ima prav na vseh področjih socialnega dela, kar pomeni, da bi vsi socialni delavci lahko ugotavljali tvegano oziroma škodljivo pitje. V tem trenutku je projekt SOPA recimo nagovoril ali pa vsaj usposobil 54 socialnih delavcev,
z osnovami problematike tveganja in škodljivega pitja. To bi pravzaprav, to je začetek, ne? Ampak o tem bi mogel pravzaprav vsak socialni delavec vedeti veliko, jih je pa v Sloveniji tako od oka okrog 1000 socialnih delavcev, ki se ukvarjajo na centru socialnih delavcev. Tako da se mi zdi, da je tukaj nekje res šele začetek. Seveda, kako bomo uporabniki govorili takrat, kadar vidimo, kadar pri svojem delu socialni delavci delajo različne stvari, je seveda odvisno od vsakega strokovnega delavca, kako k temu problemu pristopi. In prav znanje in veščine, ki jih v projektu, o katerem danes govorimo, dobi, je to zelo pomembno in odvisno. Kako? Vemo, najprej se uporabnika preseje, torej se ugotovi, kakšno je njegovo pitje, torej, ali gre za manj tvegano, ali gre za tvegano oziroma škodljivo, stopa se ukvarja s tveganim in škodljivim pitjem in takrat za uporabnikom pač začnemo obravnavo, kadar to privoli, kadar to želi in ko uspešno delamo, zadevo spremljamo in v tem projektu bomo te stvari, potem ko smo opravili z motivacijo in z vsemi stvari naprej. Seveda, na centrih za socialno delo, pa predvsem, kadar gre za ukrepanje, ogromnokrat ugotavljamo sindrom odvisnosti. Tako da nikoli ni preveč, da govorimo tudi o tem sindromu. Tudi v samem projektu smo se dostakrat pravzaprav znašali na tem, da smo tudi o sindromu odvisnosti govorili veliko. In prav je tako, kajti te uporabnike je potrebno pač poslati v mrežo, da dobijo ustrezno pomoč. Čeprav to ni predmet, pravzaprav so predmet. Ne vas ne zmot, to je sistem sodelovanja z drugimi deležniki, torej ta skica oziroma ta tabelica je zelo široka, kaže pa na to, o čemer je že prej dr. Golšek rekel, prav vsi deležniki se moramo združiti, da bi uspešno reševati tvegano in škodljivo pitje. Jaz osebno mislim, da je projekt, o katerem danes govorimo, zaradi katerega smo danes tukaj, mislim, da vsaj jaz ga ne poznam, edini projekt v širšem evropskem prostoru oziroma sploh v slovenskem pa itak, torej poskus, da se združijo vsi deležniki, pa ne samo zdravstvo, pa ne samo sociala, ampak smo jih prej videli in našteli vse in na ta način jaz mislim, da bi rezultati po pilotu SOPE, torej v letu 2020, morali pokazati rezultate, ki bi državo pripeljali do stališča, da je potrebno stvari pripeljati v reden sistem in v redno delo. Toliko mogoče z moje strani. Hvala. Sem upozarjal na čas, ugotavljam, da damo nekaj 20 sekund, da pridem na oder, kaj tako velik. Nadaljujemo po programu naprej. Naslednja predstavitev je vezana na delo medicinske sestre v ambulanti družinske medicine, predstavila pa bo Marijana Vrhovski. Prosim. Lepo pozdravljeni, moje ime je Marijana Vrhovski, sem diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji, zaposlena v ambulanti družinske medicine Amigdala d.o.o. v Lenartu in Cerkvenjaku. Interdisciplinarni pristop pri odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola v ambulanti družinske medicine je izrednega pomena. Za dobro odkrivanje je tudi potrebno dobro sodelovanje zdravstvenega tima. V kratkem bi vam predstavila, kaj pomeni ambulanta družinske medicine. Od leta 2011 se v zdravstvene domove po vseh regijah v državi postopno uvajajo tako imenovane referenčne ambulante družinske medicine. Kaj to pomeni? V delu zdravstvenega tima, ki sta ga do tedaj predstavljala zdravnik in srednja medicinska sestra ali zdravstveni tehnik, se vključuje še diplomirana medicinska sestra,
ki s dispanzersko metodo dela omogoča bolj kakovosten pristop bolnika. S 1.1.2018 se referenčne ambulante preimenujejo v ambulante družinske medicine. Kaj je naloga diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine, da izvaja preventivno dejavnost in pa kurativno dejavnost? V preventivno dejavnost povabimo ciljno populacijo od 30. leta naprej, moški, ženski, presejamo na srčno-žilna obolenja, kronično nenalezljive bolezni in pa kurativno dejavnost, kjer obravnavamo enkrat letno kronične bolnike, vodimo registre, kronični bolniki z arterijsko hipertenzijo, diabetesom tipa 2, astmo, kronično obstruktivno bolezen pljuč, benigno hiperplazijo prostate, depresijo, osteoporozo. Iz tega naštetega vidite, da imamo kar precej dela. Pri našem delu imamo po opravljenih modulih, ki jih vsaka diplomirana medicinska sestra opravi za delo v ambulanti družinske medicine, imamo določena orodja, kateri se lahko poslužujemo. Predstavila vam bom 4 faze obravnave za interdisciplinarni pristop odkrivanja tveganja neškodljivega pitja alkohola pri preventivnem pregledu, ki ga izvajamo v ambulanti, opravi se diplomirana medicinska sestra vprašalnik za odkrivanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Del tega vprašalnika vsebuje tudi vprašalnik Audit-C. Enako opravimo ta vprašalnik pri kurativnem pregledu. Ko ocenimo pivski status, če presega kriterij, da moški pijejo več kot 6 enot, ženske več kot 5 enot, nadaljujemo intervju v ambulanti s pacientom. Zraven svojega znanja je potrebno, da ima diplomirana medicinska sestra empatični odnos, široko znanje, ki ga tudi pridobimo v modularnem izobraževanju. Pri poglobljenem vprašalniku Audit-10, ko presega kriterije, se nadaljuje pogovor s pacientom. Po rešenem vprašalniku Audit-10 vedno predstavimo pacientu ugotovitve, oceno pivskega statusa. Če gre za tvegano pitje, škodljivo pitje ali zasvojenost. Tu sem vam napisala meje, jaz mislim, da vse diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine že to vemo na pamet. Tvegano pitje govorimo, ko moški pije več od 7 do 15 enot, ženska od 6 do 15 enot alkohola, škodljivo pitje 16 do 19 enot in pa o zasvojenosti govorimo, ko je več od 20 enot. Oceno pivskega statusa lahko naredi diplomirana medicinska sestra, je to v njenih kompetencah, na kar za postavitev diagnoze je kompetenten samo zdravnik. Kaj se dogaja potem z našim pacientom? Če ugotovimo škodljivo ali tvegano pitje, opravimo kratko svetovanje, v smislu zdravstveno vzgojno poučimo pacienta o škodljivosti pitja alkohola, naredimo minimalni ukrep 5x10 do 15 minut, lahko bolnika napotimo v centre za krepitev zdravja, zdravstveno vzgojne centre ali napotimo k zdravniku. Če gre za zasvojenost, vedno napotimo k zdravniku. Ponudimo možnost pacientu tudi že prej, ko presega mejo nad 6 ali ženska nad 5, da obišče zdravnika. Vedno spremljamo, ali je zmanjša škodljivo pitje alkohola. Če med spremljanjem, ki ga skrbno beležimo, če gre za zmanjšanje škodljivega ali tveganja ali škodljivega pitja alkohola, govorimo o uspešni obravnavi in teh obravnav si želimo ogromno. Na kontrolo pacienta naročimo na 3, 6 ali 12 mesecev ali ob naključnih pregledih. Tu bi vas opozorila, da je največ
najboljše dati pacientu vedno termin pregleda in pa uro. Po enem letu manj tveganega pitja, kontrola na 5 let ali po presoji. Če gre za neuspešno obravnavo, ne obupati, ampak na 1 leto ali prej ali odločitev zdravnika povabimo pacienta ponovno na pregled. Povezujemo se in sodelujemo po potrebi, kot so že moji predhodni sogovorniki povedali, tukaj se vsi skupaj prepletamo. Diplomirana medicinska sestra lahko samostojno se povezuje z Centrom za krepitev zdravja, posamezniki, Centrom za socialno delo, anonimnimi alkoholiki, medicino dela prometa in športa, je vezni člen pri naročanju pri psihiatru za določene termine za pacienta, z družinskimi člani, za zdravnikom. Velik poudarek in pa pomen bi pa dala patronažni medicinski sestri, ki nam je diplomirani medicinski sestram v ambulanti družinske medicine en velik vezni člen. Kolegice so na terenu, poznajo socialno okolje in nam zelo njihova, bom rekla, institucionalna dejavnost je v veliko korist in nam pomagajo tudi pri sami vabitvi na preventivne preglede in s tem pri odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola. Uvedba referenčnih ambulant, preimenovanih ambulante družinske medicine, je v Sloveniji doprinesla k večjemu zadovoljstvu pacientov. Diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine imamo določene natančne protokole vodenja pacientov ter orodja za odkrivanje tveganega pitja alkohola, kateri se poslužujemo pri odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola. Hvala za vašo pozornost. Hvala za to predstavitev. In če se navežem na vašo predstavitev, ko ste omenili ravno patronažno varstvo, vabim kar za naslednjo predstavitev magistro Andrejo Krajnc, ki bo predstavila področje dela medicinske sestre v patronažnem varstvu. Torej, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, mi smo pa na terenu, mi smo pa tisti, ki seveda v družinskem, v domačem okolju vidimo vse tiste posledice, ne samo tveganega in škodljivega pitja alkohola, ampak velikokrat žal, največkrat tudi prekomernega uživanja alkohola. Torej, patronažno zdravstveno varstvo upravlja aktivno zdravstveno varstvo posameznikov, zelo pomembno njihove družine in pa tudi širše skupnosti. V Sloveniji imamo izredno dobro organizirano mrežo patronažne dejavnosti, cirka 850 izvajalcev oziroma timov patronažne dejavnosti in nege na domu je na terenu in kar je zelo pomembno, mreža je organizirana v vsakem skrivnem kotičku Slovenije, ne glede na to, kje ima določen bolnik oziroma pacient izbranega osebnega zdravnika, ne glede na to, ali izbranega osebnega zdravnika sploh ima ali ga nima, torej mi obravnavamo vse glede na geografsko opredeljenost. In smo edini izvajalci v sistemu zdravstvenega varstva, katerih delovno mesto oziroma je na domovih pacientov. Torej v domačem okolju vidimo in se srečujemo z konkretnimi težavami in seveda imamo pri tem tudi možnost, da na terenu odkrivamo tvegano in škodljivo pitje alkohola. Zdaj, pri katerih posameznikih lahko to odkrivamo oziroma na kak način potem ukrepamo v nadaljevanju, seveda pričakujemo, da v sklopu tega projekta se bodo določene stvari glede odkrivanja in pa seveda naslavljanja te problematike sistemsko uvedle na tak način, da bo patronažna dejavnost nekako imela tukaj več možnosti naslavljati to problematiko. Tvegano in škodljivo pitje lahko patronažna medicinska sestra
dejansko odkrivati vseh obravnavanj in pa predvsem pri preventivnih obravnavah v skladu s pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva lahko naslavljamo problematiko tveganega in škodljivega pitja že pri nosečnicah, otročnicah. Tudi tu je zelo pomembno področje, da to problematiko začnemo naslavljati, ker tudi žal opažamo pri tej populaciji, da se v določenih primerih pojavlja problem že tukaj. Seveda potem nadaljevanje kronični bolniki, neodzivniki v nacionalne programe in pa starejše osebe, ki jih obravnavamo. In se lahko te odkrijemo z pogovorom in z kratkim vprašalnikom te primere in se potem dalje napotimo na obravnave in sodelujemo z vsemi deležniki, kar so rekli vsi moji predhodni predavatelji. Glede na to, ali posameznik presega ali ne presega meje tega tveganega in škodljivega pitja, pač po določenem protokolu jih lahko obravnavamo. Torej govorim o tem, kar smo predvideli v sklopu tega projekta, da se razumemo. V sistemu obravnav patronažnega varstva za enkrat tega še nismo imeli vpeljanega na tak način, da bi dejansko to odkrivali za pomočjo vprašalnikov. In seveda, na kak način zavezovati, kaj narediti, ko odkrijemo problem tveganega in škodljivega pitja, kam ga napotiti. To smo v teh algoritmih nekako že zdaj določili in v določenih primerih, ko pač ne gre drugače, je možno, da patronažna medicinska sestra problem obravnava tudi v domačem okolju oziroma izvede kratke ali pa daljše ukrepe glede na seveda protokol. Kaj bi rada poudarila? Zdaj z realizacijo tega projekta, v katerega smo vstopili nekako z velikim veseljem, v patronažnem varstvu seveda imamo v tem trenutku določene stvari, določene kadre na razpolago, ampak seveda bistveno premalo, glede na to, da nas je, tako kot ste rekli prej, za socialo vsebino nekako preventive nekako prekriva kurativa. Na tem mestu moram reči, da patronažno varstvo ima v svojem genskem zapisu preventivo. To rada poudarim. 100 let, pred 100 leti je bila prva patronažna medicinska sestra na terenu v Sloveniji in dejansko se nam jo moramo imeti v genskem zapisu preventivo. Sistem tokom let nas je nekako usmeril v velik delež izvajanja kurative, potem pa moram poudariti na vseh teh kurativnih obravnavah. Mi izvajamo ne samo primarno, seveda tudi primarno preventivo, ampak predvsem sekundarno in terciarno preventivo, torej ciljene na določene probleme in vidim tukaj veliko možnost, da bomo lahko sistemsko naslavljali to problematiko, seveda z nekimi dodatnimi izobraževanji na tak način, kot smo zdaj določen mali delež patronažnih medicinskih sester v sklopu projekta, so pa že izobrazili to, vsaj minimalno ta znanje potrebujejo vsi izvajalci na terenu. Počasi se bomo morali približati ciljnemu normativu, ki ga imamo zapisano v pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, torej 1650 prebivalcev na diplomirano medicinsko sestro v patronaži. In ko se bomo temu ciljnemu normativu približali, danes imamo 2500 prebivalcev, celo več, ponekod 2800 ali pa 3000, mislim, da ne bo problem prevzemati te dodatne vsebine in seveda patronažno varstvo je tukaj zelo odprto za izvajanje tega, ampak pač določene stvari bomo tudi pričakujem, da v sklopu tega projekta morali še nadgraditi, seveda vsebinske protokole pa imamo v tem trenutku pripravljene na tak način, kot sem vam rekla. To je to na kratko, odredili so mi kratek čas, tako da sem poskušala na hitro strniti. Hvala. Hvala za to predstavitev. V bistvu ste kot sončni žarek, ne? Ali kako je že napisano v
že pred mnogimi leti je bilo poudarjeno, sončni žarek je prostije, na vsak dom in tako, vsako sonce. Gremo kar naprej. In sicer naslednja predstavitev bo z področja dela v zdravstveno-vzgojnem centru oziroma centru za krepitev zdravja. In sicer vabim magistro Eriko Pavšlan, da se nam pridruži na En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz vam pa predstavlja, kaj lahko Center za krepitev zdravja pripomore oziroma kje lahko sodelujemo tudi z vsemi ostalimi, ki ta program naj bi izvajal. Zdaj, prej je bilo že enkrat omenjeno, da so zdravstveno-vzgojni centri oziroma centri za krepitev zdravja sorazmerno mlada struktura, ampak nam je bilo dovoljeno en zelo kratek pogled v zgodovino. Začeli se tam leta 2002, takrat je bila vzpostavljena na nacionalnem nivoju mreža zdravstveno-vzgojnih centrov. Čez eno besedo rečem, preventiva je bila njihova naloga. V letu 2014 pa beležimo začetek tako, bom rekla, strukturne in pa postopne in pa organizacijske nadgradnje teh zdravstveno-vzgojnega centra v Center za krepitev zdravja. Center za krepitev zdravja pravzaprav združuje v zdravstvenem domu, se pravi na primarnem nivoju, tako vse izvajalce, vse pravzaprav populacijske skupine in vse preventivne programe. Eden od bistvenih oziroma temeljnih ukrepov ali pa programov so pa tako imenovane nemedikamentozne obravnave, se pravi zdravljenje, če čisto preprosto povemo, zdravljenje brez zdravil oziroma obravnava brez zdravil. Morda se spomnite ali pa poznate izraz CINDI delavnice. V Centru za krepitev zdravja je to nekoliko razširjeno in sicer govorimo o temeljnih obravnavah in potem poleg temeljnih obravnav govorimo še o nadgrajenih obravnavah. Zdaj pri tem drugem delu imamo svetovalnice za zdrav življenjski slog, ki se nekaj tako dotikajo predvsem, ali pa čeprav je človek celostno bitje, ampak štartajo nekje na telesnem zdravju. Govorimo o delavnicah o zdravi prehrani, hujšanju, gibanju. Potem so svetovalnice za duševno zdravje, podporna delavnica pri spoprijemanju z depresijo, tesnobo in seveda stres in pa svetovalnice za tvegana vedenja. V teh svetovalnicah so pravzaprav je skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja in pa za tvegano in škodljivo pitje alkohola, že vključeno, se pravi individualno svetovanje za tvegano in škodljivo pitje alkohola in tudi še, prej sem pozabila povedati, individualno svetovanje za opuščanje kajenja. Mogoče sem zdaj tu nekoliko na široko razložila iz enega samega vidika, ker te delavnice so tudi pravzaprav vstopne točke, kjer mi lahko zajamemo populacijo s sumom na tvegano oziroma škodljivo pitje, lahko v nadaljevanju tudi zasvojenost. Zdaj, kdo napotujejo v te delavnice? Zdravniki družinske medicine, diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah, lahko patronažna služba, nekaterih obravnav se lahko posamezniki udeležijo tudi sami. Samoiniciativno med te, ker se pridejo lahko samoiniciativno, vsekakor lahko štejemo ljudi, ki kadijo oziroma ki se želijo udeležiti delavnic za opuščanje kajenja in pa tudi tvegano in škodljivo pitje alkohola. Zdaj, če nadaljujem, da ne bom predolga, Ciljna skupina. Jaz sem zdaj predstavljam Centru za krepitev zdravja z 3 vidikov, mogoče delo in sicer presejanje, potem sama obravnava in pa spremljanje. Ciljna skupina so seveda, kot smo že povedali, ljudje oziroma pacienti, osebe s tveganim pa škodljivim pitjem alkohola. Sem lahko prištejemo tudi svojce, ki iščejo pomoč za svoje bližnje. Ravno tako se včasih oglasijo v centru. Namen je
Na eni strani ozaveščanje in informiranje, pa seveda tudi motivacija za vključitev v svetovanje za individualno oziroma individualno svetovanje za tvegano pa škodljivo pitje alkohola. Možne vstopne točke so v teh programih oziroma delavnicah oziroma svetovalnicah povsod tam, kjer so v te programi tudi oziroma v te obravnave vključena individualna svetovanja, ker v skupini pravzaprav je to zelo težko narediti, lahko pa naredimo v individualni obravnavi, ker je pa vključena tako recimo v delavnici in zdrave prehrane in hujšanja in v vseh treh delavnicah, ki se tičejo duševnega zdravja in seveda tudi pri opuščanju kajenja. Potek presejanja je bilo že strani kolegic, kar bom rekla, je podoben in je bil zelo natančno predstavljen, temelji pa vsekakor na pogovoru v povezavi lahko tudi z uporabo vprašalnikov, lahko Audit C, Audit 10 lahko uporabimo in po tem poteku presejanja lahko pravzaprav ga dopolnimo oziroma zaključimo z oceno tako imenovanega pivskega statusa. In seveda dobro je, da določimo tudi stopnjo motiviranosti oziroma, če smo prej rekli, da ena od pomembnih nalog je tudi motiviranje pacienta za vključitev v nadaljnjo obravnavo, kolikor je to potrebno, potem lahko ocenimo tudi stopnjo pripravljenosti. Zdaj, kako poteka samo svetovanje tveganega in škodljivega pitja? Zdaj, če jaz z andragoškega vidika pogledam, potem imamo 3 globine, rečemo lahko, in sicer govorimo o informiranju, nasvetovanju in svetovanju. Zdaj, pri tistih pacientih ali pa osebah, ker mogoče njihova stopnja motivacije nekoliko manjša, damo pač na svet ali pa nasvetujemo. Enako lahko naredimo tudi pri osebah, ki iščejo pomoč za svojce, medtem ko pa pri osebah, ki so motivirane, jih pa povabimo v program individualnega svetovanja za opuščanje, za tvegano pa škodljivo pitje alkohola. Tudi mislim, da je bilo to že v prejšnjih predstavitvah omenjeno, gre za 5 skupinskih srečanj po 10 oziroma do 15 minut. Programi pa oziroma obravnava je pa vsaj delno strukturirana. Tiste paciente, pri katerih pa posumimo, da se tako izrazim, na zasvojenost, pa seveda jim ponudimo tudi ustrezno motivacijo in ustrezno informacijo in jih motiviramo, da se vključijo v nadaljno ustrezno obravnavo. Zdaj, ali je to, da obiščejo zdravnika družinske medicine ali psihiatra, alkohologa, do tega imajo vedno dostop. Lahko tudi, če smo prej že tudi veliko govorili o povezovanju, lahko seveda tudi si pomagamo ali pa veliko pomoč so nam lahko tudi klubi zdravljenih alkoholikov, anonimni alkoholiki, tako pravzaprav za paciente, kot tudi za svojce. Včasih jim dajo kar dobre informacije, kako ukrepati potem v družini ali pa kjerkoli naprej. Lahko tudi nekdo iz mogoče delovnega okolja. Tretji del je spremljanje. Po zadnjem srečanju individualnega svetovanja za tvegano pa škodljivo pitje sta predvideni še 2 srečanja oziroma individualni obravnavi in sicer v razdobju 3 mesecev. Zdaj, kaj pa spremljanje pri tistih pacientih, ki so pa mogoče poslani bili nekam druge službe, to, kar sem prej govorila, tam lahko poiščemo mogoče kontakt, mogoče s psihiatrično ambulanto, morda s klubom, se pozanimamo, ampak vedno se mi pa zdi, da je pa to potrebno, pa da pridobimo soglasje pacienta, ne da nekje igramo neko policijo ali kaj ne rečemo, ne da zasledujemo človeka. Sodelovanje z drugimi deležniki je bilo že večkrat poudarjeno, je bilo tudi zelo lepo prikazano. Jaz bi z vidika zdravstveno-vzgojnega centra mogoče predvsem izpostavljeno sodelovanje z ambulanto družinske medicine. To
tako z diplomirano sestro v referenčni ambulanti, kot zdravnikom družinske medicine, s patronažno službo vsekakor, na sekundarni ravni lahko tudi bolnišnice, tisto, kar se pa potem izven zdravstvenega doma, lahko govorimo o sodelovanju s centri za socialno delo, klubi, tudi z drugimi organizacijami. Zdaj, z izobraževanjem, prej je bilo že nekaj povedano, zagotovo v Centru za krepitev zdravja potekajo izobraževanja. Eno je tisto, kar so pravzaprav formalne znanja, ki dobimo že v dodiplomskem izobraževanju. Jaz bi morda tukaj razmišljala v tej smeri, ali bi se tudi tukaj dali nekaj več znanj, pravzaprav te programe o alkoholni problematiki, umestiti glede na to, da je problematika, kot smo slišali, zelo pereča. Drugo so potem izobraževanje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje, od temeljnih izobraževanj, potem delovanje in organizacija centrov za krepitev zdravja in pa seveda programa za krepitev zdravja in pa izobraževanje v okviru celostnega interdisciplinarnega pristopa, to, kar je bilo na projektu SOPA, kar se dogaja. Tako da hvala, ker ste pristopili. Še za tole predstavitev. Sedaj pa bo na vrsti še zadnja predstavitev v sklopu predstavitev področja dela KFU ukrepa 1, in sicer predstavljamo področje medicine, dela, prometa in športa. Vabim profesorja dr. Marjana Bilbana za predstavitev tega področja. No, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot specialist medicine, dela, prometa in športa bi rad predstavil, kje so naši glavni problemi, kar se tiče tega pitja alkohola in kakšne so naše predvidene aktivnosti tudi v tem projektu. Tvegano je škodljivo pitje, z njim se srečujemo najprej v prometu, vpliva na spremembo vozniške sposobnosti in slog vožnje, prispeva k večjemu tveganju za nastanek prometne nezgode. Tveganje opitih voznikov za smrt ali težko poškodbo v nezgodi je kar dvakrat večje kot pri treznih voznikih. Verjetnost za smrtno poškodbo pa se veča z zvišanjem koncentracije alkohola v krvi, ne glede na starost in pa spol voznika. Alkohol deluje na osrednji živčni sistem in zmanjšuje pazljivost in moč presojanja, upade sposobnost hitre ocene situacije in reagiranja, podaljša se čas reakcije na vizualne, akustične in motorične držlaje, prije do zgodnega polja, zmanjšanja akomodacije očesa in tako naprej. Škodljivi vplivi alkohola na organizem so različni, od komaj zaznavnih motenj do popolne onemoglosti. Blaga začetna opitost, posameznik lahko brez večjih naporov obvlada dejavnosti, ki jih dobro pozna in jih opravlja samodejno. Pri zmerni opitosti dobro neučene dejavnosti, denimo upravljanje vozila, potekajo še zadovoljivo, kar lahko izzove lažen občutek, da zaužiti alkohol ne vpliva na vozniške sposobnosti. Vožnjo v opitem stanju se v večini primerov konča srečno, zgolj zato, ker med vožnjo niso naleteli na neobičajni dogodek. Takšni izkušnje vlijajo posamezniku prepričanje, da tudi opit povsem obvladuje vožnjo. Vendar niti zmerno opit voznik ni več popolnoma zmožen ustrezno ukrepati v novih in nepredvidenih situacijah. In kar je zelo pomembno, voznik ni zmožen ocenjevati stopnje rastne opitosti. Tukaj vidimo, kakšen je delež alkoholiziranih povzročiteljev cestnoprometnih nezgod v letu 2014 in 2015 in vidimo, da pri smrtnem izhodu, da je bilo kar 40% vseh udeležencev alkoholiziranih. In stopnja alkoholiziranosti je bila preko 1,5 promila. Ta slajd se mi zdaj tudi zanimiv, gre za eno veliko raziskavo v Evropske skupnosti, v katerem so anketiranci odgovarjali,
tudi o tem, kakšen je njihov odnos do nične tolerance do alkohola v prometu. In tukaj vidimo, da Slovenija v negativnem smislu odstopa od povprečja Evropske skupnosti. Tvegano ali škodljivo pitje alkohola v delovnem okolju seveda se ne razvije čez noč. Naravnost k temu lahko opazimo pri zaposlenih, ki v prostem času prekomerno in neadekvatno pijajo, ki pijajo v potencialno nevarnih situacijah, naprimer pred delovno izmeno v času pauze ali v delovnem času, ki prekomerno pijajo po zaključku delovnega časa zaradi različnih socialnih dogodkov, proslav in tako naprej. Pogosto in intenzivno opijanje tudi v prostem času ima lahko dolgoročne učinke na deložnost in povzroča povečan absentizem, zmanjšano delovno učinkovitost, ima negativno vpliv na mentalni proces odločanja, vpliva na socialne odnose, vpliva na produktivnost, podaljšanje in izračevanje z izvedbo delovnega ciklusa in tako. Na delovnem mestu pride do hudih težav, ko tak delavec ne more več prikrivati svoje upitosti z raznimi mahinacijami. V začetku pride do manjšega kršenja delovne discipline, naprimer zamujenja na delo ali lažje poškodbe, izgublja interes za delo, izgublja kreativnost, delo opravlja zgolj rutinsko, površno, menja razpoloženje od nezainteresiranosti do agresivnosti, kasneje začne piti tudi na delu, pogosto izostaja z dela, koristi kratke bolniške staleže, prihaja do težkih nezgod na delovnem mestu in zmanjšanje razmožnosti, pri številih pride do invalidnosti. Vodilni seveda niso zadovoljni z delom in obnašanjem svojega delavca. Tak delavec ni zadovoljen s svojim manjšim dohodkom in statusom v delovnem mestu. Razlogi oziroma okoliščine za večjo verjetnost tveganega ali škodljivega pitja alkohola med nekaterimi poklici, ki imajo možnost pitja na delu, zaradi socialnih pritiskov pitja na delu, zaradi separacije od normalnega socialnega in seksualnega odnosa, recimo mornali, potniki, zaradi manjše kontrole strani nadrejenih, zaradi visokih ali nizkih posebnih dohodkov, nesporazumov s kolegi, naporno ali stresno delo in pa zaposlitev oseb, ki so že potencialno alkoholiki. Kako pa mi vidimo aktivnosti pri tveganem in škodljivem pitju alkohola? Namen teh obravnav je, da pitje alkohola pri pacientu preprečujemo in zmanjšujemo problematiko povezano s pitjem alkohola. Glavni cilji pa so ustrezno informiranje o problemu pitja alkohola, zgodnje odkrivanje morebitnega tveganja in škodljivega pitja alkohola ali zasvojenosti z alkoholom ter uspešna izvedba ustreznega kratkega ukrepa. Ciljne skupine, gledano optimalno, pride vprašanje o pitju alkohola v poštev praktično pri vsakem obisku pacienta v ambulanti v okviru različnih oblik preventivnih zdravstvenih pregledov, pa kot smo danes že slišali tudi pri različnih drugih težavah, zaradi katerih pridejo v ambulanto, ob različnih kontrolah in tako naprej. Gledano minimalno pa je treba vprašanje o pitju alkohola uporabiti vsaj pri posebnih skupinah ljudi, pri tistih, ki imajo posesti in nosijo orožje, ki delajo z nevarnimi kemijskimi snovmi ali sevami, pri delavcih, ki pravljajo na mašini, pri vožnji poklicne namene, pri nočnem delu, pri delu, od katerega zavisi varnost drugih, pa tudi na delovnih mestih, kjer se zahteva visoko koncentracija in pozornost. Glede na okoliščine zdravnik medicine dela lahko izbere različne oblike kratkega ukrepa ali nasvet ali kratko svetovanje ali pa nekoliko daljši motivacijski pogovor. Če okoliščine dopuščajo in če se pacient strinja, bo uporabil čim več elementov motivacijskega pogovora, ki sistematično vključuje odkrivanje tega in škodljivega pitja, svetovanje, spremljanje in pa seveda tudi sodelovanje z drugimi strokovnjaki. Vsak pacient, ki je v obravnavi pri specialistu medicine dela, bi moral imeti v zdravstveni dokumentaciji med drugim tudi podatek o njegovem pluskem statusu, še posebno, če gre za tveganost ali škodljivo pitje ali celo zasvojenost. Vprašanje o pitju alkohola so del anamneze o življenjskih navadah, prav tako morajo biti ustrezno vključena med vprašanja o najrazličnejših težavah, boleznih, poškodbah in drugih problemih, zaradi katerih pride pacient v ambulanto. Zdravnik prilagodi svojo obravnavo glede na razlog, zakaj je pacient prišel v ambulanto. V nekaterih primerih lahko kmalu izpostavi temo pitja alkohola, pogosto pa
pa mora najprej usmeriti svojo pozornost na neposreden razlog pacientovega prihoda in pri koncu obravnave omeni še alkohol. V primeru, da pacienta uvrsti med abstinente, se zdravnik vedno pozanima za razlog, zakaj ne pije alkohola oziroma kdaj se odloči za abstinenco. V primeru manj tveganega pitja z enim stavkom povzame, da je dobro, da ne presega meje manj tveganega pitja in da ne bi bilo nič narobe, tudi če alkohola sploh ne bi pil. V primeru ugotovljenega tveganega ali škodljivega pitja zdravnik to ustrezno predstavi pacientu in ga vpraša, kaj meni o tej ugotovitvi. Pacienta vpraša, ali se lahko na kratko pogovorijo o tem, saj pitje alkohola lahko neugodno vpliva na zdravje. Če se pacient ne strinja s pogovorom na temo pitja alkohola, zdravnik eno stavko pove, da se njemu zaradi njegove skrbi za pacientovo zdravje zdi to pomembno vprašanje. Če pa se pacient strinja s pogovorom o alkoholu, zdravnik lahko začne z motivacijskim pogovorom. V pogovoru se zdravnik izogiba pregovarjanju, prepričevanju, moraliziranju, z vprašanji skuša spoznati in razumeti pacientova stališča, prepričanja, navade, pričakovanja, pomisleke in načrte. Zdravnik vodi pogovor v duhu motivacijskega pogovora. Empatija, sprejemanje, sočutje, partnerstvo, aktivno posluša, uporablja odprto vprašanja, pritrjuje se, odziva, povzema. V pogovoru spodbuja pacienta k razmišljanju, upošteva njegovo odgovornost za lastno zdravje in njegovo avtonomijo in odgovornost. Glede na pacientovo stopno motivacije za zmanjšanje ali opustitev pitja oziroma upoštevanje manj tveganja pitja, tak pogovor izpelje enkrat v 10 do 15 minutah, lahko pa se dogovorita za ponovno eno ali več srečanj, ki ne bojo razmaku 1 do 3 tednov. Občasno seveda zahtevamo pri tem tudi mnenje delodajalca o njegovih opažanjih glede odnosa do alkohola, dela in sodelavcev oziroma celovito varnosti na delu in pa seveda lahko tudi policije prometnih nadzorov. Po pogovoru ali več pogovorih o alkoholu je smiselno spremljanje skozi daljše obdobje. Če se je pacient odločil, da bo spremenil svoje pivske navade, je potrebno sistematično spremljanje v začetku vsaj enkrat na mesec, kasneje lahko na 2 do 3 mesece, saj je takšno spodbojevalno spremljanje pacientu lahko dodatno oporo pri ustrajanju v novem vedenju, saj naše okolje mokre kulturne stalno bolj ali manj pritiskana. Če pacient uspešno zmanjša svoje pitje alkohola, oziroma ga celo opustil skozi daljše obdobje, je pa približno 1 leto vzdrževanja dovolj vprašanje o pitju enkrat letno. Seveda lahko zdravnik vpraša pacienta, kako se počuti in živi sedaj, ko je zmanjšal pitje in se empatično odzove, tudi če pacient pride v ambulanto zaradi kakšnega drugega razloga. Zdravnik lahko del takšnih pogovorov o pitju alkohola, od tega neškodljivem pitju prepusti drugih članov svojega tima, naprimer diplomirani medicinski sestri ali psihologu. Seveda, če se pacient s tem strinja ali če sam izrazi takšno željo. Tudi v primeru zasvojenosti z alkoholom se pacient lahko pogovori z zdravnikom, psihologom, diplomirano medicinsko sestro, vendar je v tem primeru uspeh pogovora usmerjena v pomoč za morebitno odločitev za ustrezno zdravljenje. Zdravnik seveda mora poznati, kakšne so njegovem ožjem in širšem okolju možnosti za pomoč zasvojenju zdravstvenim sistemom. Pomembno je tudi področje sodelovanja specialistov medicine dela z različnimi zdravniki na sekundarnem nivoju. Ob napotitvi na sekundarni nivo mora na napotnici seveda ustrezno navesti relevantne podatke o pacientovem pitju alkohola, seveda pa upravičeno pričakuje, da bo tovrstne podatke dobil tudi on, napisane na izvidih in odpusticah od bolnišnice. V primeru težav zaradi pitja alkohola, ki so povezane s socialnim področjem, pa je prav, da pacienta ali njegovega svojca usmerimo tudi na center za socialno delo, s katerim mora zdravnik tudi sodelovati v okviru svojih zmožnosti. Hvala lepa. S tem smo prisluhnili še zadnji predstavitvi v sklopu predstavitev kratkega ukrepa 1. Imamo še približno 3 minute, preden se začne odmor za kavo, tako da zdaj, da ne bi po nepotrebnem mučju govornikov
prihajajo na oder. Če bi bilo kakšno vprašanje, sicer bo čas za razpravo je predviden še po kosilu. Če pa ima kakšno vprašanje, na katerega se želi odgovoriti sedaj, imamo zdaj še kakšno minutko možnost, da odpremo tudi to temo.